se trisejo gore, Gospod trdnjava je za me. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Če v srcu ni vihar besni, stojim na skali milosti. Naj se valovi dvigajo, te skale nikdar ne podro. Te skale nikdar ne podro. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Bog vsega. Bog vsega. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Ko spet prišel v slavi bo, ovenčan bom s pravičnostjo. Pravičnost, ki je iz Boga, poveril njega v Kristusa. Komu pripadaš, služiš? Mogoče malo čudno vprašanje. Večina bomo rekli, pa jaz sem gospodar svojega življenja. Imam svobodno voljo, to je moja pravica. Če ni, se bom boril za njo. Tudi ko pogledamo bolj trezno na življenje, vemo, da smo odvisni od mnogih dejavnikov okoliščin v življenju. Otroci so odvisni od svojih staršev, v službi imamo svoje delodajalce in smo odvisni od njih, delodajalci so odvisni od svojih delavcev, možje in žene so odvisni drug od drugega, če želijo imeti dobre zakonske zveze. Če želimo zgraditi hišo in nimamo dovolj denarja, potem potrebujemo kredit in smo odvisni od banke. Lahko bi še naštevali in naštevali, kaj hitro spoznamo, da smo v življenju odvisni od mnogih stvari in kaj hitro se nam postavi vprašanje, zakaj živim, komu pripadam, služim. Za vsakega človeka je pomembno, da si ta vprašanja postavi večkrat v svojem življenju. Kajti, komu pripadamo, služimo, bo imelo vpliv na naše odločitve v življenju. Če se kdo tega resno zavedal, je bil Jezus. Ob neki priliki je dejal o vplivu na naše življenje. Ta prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje.
Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Jaz sem dobri pastir, da svoje življenje za ovce. Jezus govori o tatu, ki krade, kolje in uničuje. Vemo, da je tat nekdo, ki škoduje, uničuje naše življenje. Resne in težke besede, ki nam odkrivajo, da se bomo v življenju srečevali z težkimi trenutki, ker bo zelo odvisno, komu pripadamo, služimo, kdo ima vpliv na naše življenje. Nihče ne želi biti ukraden, oškodovan. Toda Jezus je govoril o nevarnostih, tatovih našega življenja. Jezus na drugem mestu zelo jasno spregovori, kdo je največji sovražnik našega življenja. Vi pa ste od svojega očeta, hudiča, in hočete uresničevati njegove želje. On je bil od začetka morilec ljudi in ni obstal v resnici, ker v njem ni resnice. Kadar govori laž, govori iz svojega, ker je lažnivec in oče laži. Hudič je morilec ljudi. On je oče laži, ki se svojo lažjo pretvarja in želi uničiti naše življenje. Jezus je to povedal skupini ljudi, ki so bili duhovno slepi. Želel jim je pomagati, da bi spoznali nevarnost v svojem življenju. Mnogi ne verjamejo v hudiča. Nekateri si ga zamišljajo z nekimi smešnimi rogovi in vilami. Ni se treba bati neke strašne, grozne pojave. Največja hudičeva taktika je, da nas prepriča, da on ne obstaja. Hudič si najbolj želi, da živimo v prepričanju, da on ne obstaja. Hudič je lažnivec, skušnjavec, ki skozi naše misli, želje, spomine iz preteklosti želi uresničevati svojo voljo. Včasih se zdi kot zunanji neslišen glas, ki nas nagovarja k neupoštevanju, neodpuščanju, maščevanju, jezi, uporništvu proti Bogu, njegovi volji in sovraštvu do ljudi. Adam in Eva sta verjela hudičevi laži in bila prevarana in zdvomila Boga. Ni jo bilo niti malo strah, ko sta se pogovarjala s hudičem. Zavedena sta bila v laž in izgubila skupnost z Bogom. Kaj se je v bistvu zgodilo? Zaslišala sta glas Gospoda Boga, ki je ob dnevnem vetriču hodil po vrtu. Človek in njegova žena sta se skrila pred Gospodom Bogom sredi drevja vrta. Gospod Bog je poklical človeka in mu rekel: "Kje si?" Rekel je: "Slišal sem tvoj glas v vrtu, pa sem se zbal, ker sem nag in se skril." Adam in Eva sta se naenkrat skrila pred Bogom. Bilo je strah in sram, ker sta naga. Dokler nista grešila, beremo, bila pa sta oba naga, človek in njegova žena, a ju ni bilo sram. Pred grehom sta bila naga in ju ni bilo sram. Po grehu, ker sta bila naga, pa ju je postalo sram, strah in sta se skrila pred Bogom. Pred grehom, v prisotnosti Boga, sta se počutila povsem ljubljeno. Počutila sta se povsem sprejeto. Nista imela nobene potrebe, da bi se dokazovala ali pretvarjala, da sta nekdo drug. Po grehu sta se počutila gola. Bilo je sram. Golota in sramota sta povzročila, da sta prikrivala stvari in predstavljala sta se za nekoga, kar v resnici nista bila. Izgubila sta občutek ljubljenosti in sprejetosti. Ko sta bila izgnana iz Edenskega vrta, sta postala večna iskalca ljubezni in hrepenenja po
sprejetosti. Ta zgodba se v naših življenjih znova in znova ponavlja. Človeštvo hrepeni po ljubezni in sprejetosti. Ker smo padli pod vpliv hudiča, smo izgubili zavedanje, da smo ljubljeni. Izgubili smo občutek sprejetosti. Začelo se je večno hrepenenje po ljubezni in dokazovanju, da bi bili sprejeti. Bolj v življenju doživljamo zavrženost, neljubljenost, bolj se pogrezamo v svoj svet nesprejetosti, žalosti, zavrženosti in osamljenosti. Psihologi, sociologi, stroka je spoznala in uči, da človek potrebuje ljubezen in sprejetost. Danes je velik poudarek, da naj otrokom že v materinem telesu govorimo, da so ljubljeni in sprejeti. Veliko lahko danes starši, stroka, družba naredimo in pomagamo drug drugemu. Bolj imamo čas drug za drugega, bolj se počutimo ljubljene in sprejete. Toda moramo se zavedati, da je problem še globlji in potrebujemo Božjo pomoč. Zato je bil Jezus zelo konkreten. Kdo je naš sovražnik, ki nam krade blagoslov v življenju? Jezus je razkrinkal hudiča, da bi se zavedali in spoznali, kako uničujoč lahko ima vpliv na naše življenje. Toda Jezus nam ponuja pomoč. Potem je spregovoril o sebi, da je dober pastir, ki skrbi in čuva svoje ovce. Pove, da je on prišel, da bi imeli obilno življenje. On ne uničuje, ampak pomaga, da smo na poti večnega življenja. Želi pozitivno vplivati na naše življenje. Želi, da nekdo, ki nas ljubi in mu res lahko zaupamo. Bog nam daje novo priložnost. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Mogoče praviš, nisem kriv, Adam in Eva sta kriva, moji starši so krivi, okoliščine so krive, kakorkoli. Vsak ima novo možnost, da sprejme Božjo ljubezen. Bog nas ljubi. Vse je storil, da nam povrne, kar je človeštvo izgubilo. To nista več Adam in Eva, ampak jaz in ti. Ali bomo verovali Bogu in dovolili, da nas ponovno izpolni z njegovo ljubeznijo? Greh, ločitev od Boga, nam je ukradena. Božja ljubezen pa ponovno ponujena. Zato je Jezus umrl za našo grešnost. Odstranil je oviro, da bi lahko ponovno doživeli Božjo ljubezen, sprejetost in živeli v Božji prisotnosti. Pavel je dejal, da je bil eden od največjih grešnikov. Toda Jezus in Božja ljubezen je spremenila njegovo življenje. Ena od velikih njegovih izjav o Božji ljubezni je: kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost ali meč? Prav kakor je pisano: zaradi tebe nas ves dan pobijajo, imajo nas za klavne ovce. Do vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil. Kajti prepričan sem, ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Kristusu Jezusu,
našem Gospodu. Pavel govori, da je lažje biti preganjan in iti skozi stiske in težave in doživljati Božjo ljubezen, kakor živeti v miru na zemlji brez Božje ljubezni in sprejetosti. Doživel je, kakšna radost je, ko ponovno doživiš Božjo ljubezen in sprejetost. Komu pripadaš? Komu služiš? Jezus nam daje novo priložnost, da pripadamo njemu, da je on gospodar našega življenja, da se odločimo za življenje in ne uničenje. Mogoče bodo potrebne nekatere težke odločitve, da začneš živeti po principih Božjega kraljestva. Toda Jezus te ne bo razočaral. On želi biti pastir tvojega življenja, kateri bo skrbel za tvojo duhovno hrano in te ščitil pred nevarnostmi in dal zmago v težkih okoliščinah. Zato odpri svoje srce in povej: Jezus, bodi gospodar mojega življenja in dober pastir. Tukaj sem, odpiram ti svoje srce in me vodi v mojem življenju. Amen. Prišel v slavi bo, ovenčan bom s pravičnostjo. Pravičnost, ki